Torej, gospod Bogovič, glede na situacijo z COVID-19, kako poteka delo pri vas v Bruslju, v Evropskem parlamentu? Ja, delo je zelo dinamično in raznoliko, oblike zelo različne. Tudi med poslanci imamo tiste, ki imajo COVID, tako da je aktualna ta tako imenovana hibridna oblika, da se ali dela od doma preko računalnikov, preko različnih aplikacij, kakor tudi midva sedaj preko Zooma, ali pa da tudi hodimo v Bruselj. Sam sem v septembru in oktobru prisoten tu v Bruslju, smo v nekem času, ko sprejemamo te odločilna poročila, tudi z področja kmetijstva, z področja večletnega finančnega okvira, tako da če le lahko je zelo v redu, da pridemo sem, je pa težava na letališčih. Sam danes sem pripotoval preko Gradca, Frankfurta, včasih preko Ljubljane, tako da delo je oteženo, veljajo pa z eno besedo te hibridne oblike, kjer imamo sistem, da lahko deluješ tudi od doma, glasuješ od doma, kar je bilo spomladi problem, to je utečeno sedaj, če pa le lahko, pa se poslanci odpravimo v Bruselj in s fizično prisotnostjo tudi lažje opravljamo svoje delo. Glede na to, da ste v središču Evropske unije, torej v centru, imate zagotovo bolj kakšne informacije, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh v zvezi z tem COVID-19. Se bo šlo spet v zapiranje držav ali bo šla naša pot bolj v smeri švedskega modela? Glejte, gre v to smer, ja, da se ne bi, trudi se, da bi čim kasneje, če bo potrebno, tudi prišlo do teh tako imenovanih lockdownov, ki vemo, da naredijo zelo velike posledice. Zdaj, kulture obnašanja so očitno zelo različne. To, kar je, ne vem, na Švedskem priporočeno, najbrž ljudje, državljani bolj upoštevajo, kar je, ne vem, v Sloveniji uzakonjeno ali pa z uredbom, odlokom določeno. Tako da pristopi so različni. Kar je skupno tem pristopom, je, da se vsi poskušajo na nek način navaditi, živeti s tem virusom, v takem kontekstu, da ne bi prišlo do teh velikih zapor, se pa v vseh državah v velikem obsegu te okužbe pojavljajo, tako da naslednji tedni so dokaj negotovi, v katero smer bodo šle odločitve. Če ne bo treba, imam občutek, da bo se le poskušali na nek način relativno normalno živeti ob COVID-u med nami. Vse se vrti okoli denarja in smo že zakorakali v novo perspektivo. Vemo, da je na razpolago 12 milijard evrov za Slovenijo. Pa gospod Bogovič, če bi našim gledalcem malo več razložili, torej kako daleč ste z sprejemanjem tistih dokumentov, ki so pomembni za črpanje tega denarja in kakšen je razrez teh 12 milijard evrov? Kot vemo, ima Evropska unija 7-letni proračun in na začetku 7-letnega proračuna, ki začne naslednje leto, mi imamo obdobje sedaj 2014-2020, ki se z novim letom končuje. V Sloveniji imamo še kar skoraj 2 milijardi, od teh 12 milijard skoraj 2 milijardi še tiste, ki so bile v obdobju 14-20 na razpolago in imamo še 2 leti čas za porabiti. Od tu naprej pa je poleg tega 7-letnega proračuna, ki je v Evropski uniji velik 1100 milijard in iz tega proračuna je Slovenija upravičena do slabih 5 milijard, tam dobre 3 milijarde za kohezijske sklade, 1,6 milijarde pa za kmetijstvo. Imamo poleg tega še na razpolago 3,5 milijarde nepovratnega denarja in 2,1 milijarda denarja iz tako imenovanega načrta za obnovo in odpornost, ki ga pa moramo izkoristiti v naslednjih 5 letih, v 3 letih razporediti in še 2 leti zraven za porabiti. Če seštejemo te številke zelo na hitro skupaj, vidimo, da bo imela Slovenija naslednjih 5 let na razpolago tam od 1,4 milijarde do 1,5 milijarde evrov sredstev letno. Doslej pa smo poprečno
porabili okoli 400 milijonov na leto, kar pomeni, da bo morala biti Slovenija kot država od vlade do ljudi v državni upravi, do občin, do podjetij sposobna počrpati 3-krat več denarja kot smo doslej. In to je zelo pomembno, da se pripravimo zelo intenzivno, da se čim več ljudi v to vključi. Tudi vlada bo morala ta postopek čim bolj odpreti, tam se osnovni dokumenti že pripravljajo, da bomo potem v naslednjih letih znali ta denar ne samo porabiti, ampak da bomo iz tega denarja obnovili, na nek način zastavili razvoj Slovenije, v katero smer bomo šli in tudi odgovorili v tem kontekstu odpornosti na te šibke točke, ki so se v COVID krizi pokazale. Tako da pred nami je zelo zahtevno obdobje, kot sem že dejal, najprej letošnje leto, da to sprejmemo, najprej na evropskem nivoju, sporedno že države pripravljajo svoje operativne načrte, kako bodo ta sredstva koristila, ki se bo moralo v naslednjem letu zelo hitro sprejeti, potem pa čim prej v črpanje teh sredstev in na ta način tudi zagotoviti delovna mesta, pa tudi tista razvojna paradigme zelene, digitalne, odporne Evrope, poiskati, kje so naše niše, kje smo lahko dobri, kje lahko pomagamo najprej sebi, s tem pa tudi v mozaik evropskega razvoja damo svoj kamenček. Naše gledalke in gledalce pa zagotovo zanima, kdaj bodo ta sredstva pa na razpolago za črpanje? Dinamika je takšna, najprej se sprejmejo uredbe in dogovor na nivoju Evropske unije, zato je predvideno letošnje leto. V ozadju se že pripravljajo te operativni programi, ki jih potem v skladu z načrti EU-ja komisija mora tudi odobriti. Pričakujem to v naslednji prvi polovici naslednjega leta in temu sledijo potem razpisi. Medtem ko bo sama dinamika pri načrtu za okrevanje in odpornost pa še hitrejša, kajti tam se želi, da se bi v prvih 2 letih, se pravi leto 2021 in 2022, razporedilo 70% teh sredstev, ki sem jih omenil, v našem primeru 3,5 milijarde nepovratnega denarja in pa 2,1 milijarda kreditov. V zadnjem letu pa potem tudi glede na to, kako bo kriza prizadela, se še neka nova alokacija sredstev za posamezne države računa, ampak ključni bodo odgovori v naslednjih 2 letih. Zato rabimo neko stabilno, produktivno okolje, v katerem bomo tem izzivom kos. Tako da lahko mirno rečem, če se malce obrnem proti domači politični sceni, da je čas za resno delo, napor, za združitev teh naporov v kontekst iskanja rešitev. Rešitve mora poiskati vsa politika skupaj in zelo hitro deliti ideje z ljudmi, dobiti dobre informacije in na tej točki mislim, da imamo kar nekaj težav tudi že na samem političnem nivoju, kaj šele na onem upravnem, kjer so bili številne ovire. Ampak v tem trenutku opozicija z lokom strelja na opozicijo. Kaj menite, da se bo zgodilo? Glejte, moj sin je študent strojništva, v vmesnem času, zdaj v covidu, je diplomiral na 1. stopnji in mora že vedno bolj spremlja politiko in ne uporabi v odgovor na vaše vprašanje njegovo šalo iz prejšnjega tedna. Je rekel, očitno se je puška, ki je nekdo vrgel v koruzo, zvila, pa je nastal lok, zdaj ga pa napenjajo. Jaz mislim, da to je eno jalovo delo, Sizifovo delo in čas je zdaj za iskanje rešitev, predlogov in zelo rad bi videl, ko bi koalicija in opozicija tekmovala v tem, kdo bo imel boljše ideje, kdo se bo bolj znal povezati, ne vem, s Kemijskim inštitutom, Nacionalnim inštitutom za biologijo, z Jožefom Štefanom, kje vidimo točke preboja, tako kot jih znajo, ne vem, naši znanstveniki ali pa športniki narediti. In jaz mislim, da rabimo malce več fair playa, vitreštva v tej tekmi in malce manj spotikanja in ponavljanja nekih, za moje pojme, že izvodenelih vzorcev, ki jih tudi ljudje vedno bolj čudno gledajo. Tako da jaz tega loka ne bi preveč napenil in moram reči, da od njega ne pričakujem kakšnega hudega streljanja ali pa ostrih puščic.